Torej prehajamo na Gospodovo rojstvo kot tretja skrivnost veselega dela rožnega venca. Razmišljanj je veliko mogočih, ampak letos obhajamo in pred kratkim je prav bila stoletnica okrožnice Quas Primas, ko je bil ustanovljen praznik Kristusa kralja, zadnjo nedeljo v oktobru. Tako da bi se posvetili novorojenemu kot kralju. Ko smo mi peli z Primorskim akademskim zborom enkrat božične pesmi in tako, in so bile te vodopivčeve in tako, in je bila tudi zvezdice Božje, ampak je bilo besedilo: zveličar je rojen kot kralj iz nebes, ne. Vemo, da kasneje so seveda napravili drugače, zveličar je rojen ljudem iz nebes, ampak kot kralj iz nebes je precej močnejša zadeva, ne, spravi, tako da te zadeve, ne, spravi, obljuba predavna postala je res. Zveličar je rojen kot kralj iz nebes, pri ubogih pastircih to dete leži, v boštvo se izvoli ponižnost uči, nekaj takega, če sem si prav zapomnil, ker tistih not ne dobim zdaj več, nekje bi morale biti, ampak dobro. Tako da v starejših pesmicah te kitice niti ni, tako da vmes je bila nekako, zgleda, tudi ta kitica, potem pa so seveda spremenili. Tako da, ko smo razmišljali tudi o Kristusu kralju, po drugem Vatikanskem koncilu se ga dojema še vedno kot kralja, tudi vesoljstva in tako, ampak kot eshatološkega kralja v smislu, da je nekje daleč, da je v nebesih kraljuje in tako, ne, spravi, ob koncu časov in tako dalje, ne, zdaj pa ne najbolj, ne, spravi, kralj kot Bog, ne pa tudi kot človek, da je kralj, ne, da je učlovečeni kralj, da je kralj kot človek, ne. Ta oddaljenost, ne, namesto bližine, človečenje in tako je vendarle bližina. Gospodovo rojstvo, kako se dojema, po eni strani zelo čustveno, po drugi strani pa povsem človeško, ne v smislu, da je novorojeni kralj z veliko začetnico, ne, ker bomo tudi še k temu prišli. Sključuje se tudi pravi namen učlovečenja, odrešenje, ki se zgodi s trpljenjem in smrtjo. Poslušamo razmišljanja Edith Stein, Terezije Benedikta od križa, še preden je postala karmeličanska sestra, je torej napravila to čudovito predavanje, lepo razlaga te katoliške resnice. Tako da po eni strani rečejo sladko dete, po drugi strani pa majhno, nemočno, nebogljeno dete, ki leži v jaslih, mehko, ranljivo, na videz nemočno. Pa, kot vemo, ni, da to ne drži, ne, da to ni res. Je tudi to res, ne. Ampak, kakor je rekel pokojni mož od moje tete, ne, ko govorimo, trst je naš, je rekel, ja, manjka ena beseda, ne, trst je tudi naš, ne, tako da mislim, da ko se lahko vsi strinjamo, ne, je tudi naš, ne, ni povsem naš, ne, tako da v smislu, da seveda Jezus je tudi majhno, nebogljeno dete in tako mora sveti Jožef ga zaščititi in tako, ne, se to vemo. Vemo, da je tudi ljubek, da vse te stvari, ne, tudi to drži, ne, tudi zelo čustveno se lahko tudi to doživlja, ampak je treba iti onkraj tega, ne, ker so resnice, ki se skrivajo zadaj, precej pomembnejše, ne, tako da to. Spravi, te drugotne lastnosti, ki znorijo, ne, in potem pride do krivoverstev. To lepo Chesterton recimo pravi, ne, znorijo neke drugotne resnice, se jih preveč poudarja in potem pride do te zadeve, ne, krivoverstvo. Za tem mirnim otrokom se torej v resnici skriva kralj kraljev, vladar, katerega vladavina presega človeški čas, prostor, človeško razumevanje. Tako da nam je takoj jasno,
da spremenjeno in problematično pojmovanje same svete Euharistije in dejstva, kaj se skriva vse te maše, vse teh podobah hostja in keliha, ne, z vinom. Zakaj je to problematično? Ne? Ker se poudarja preveč te drugotne vidike, preveč te zemeljske, te človeške vidike, preveč tudi teh čustev in to, in potem tisto, kar je zares pomembno, da je to sam naš Bog, ne? Torej Kristusovo telo in njegova kri in vse, kar spada zraven, da je Jezus v svojem božanstvu, človeštvu, svoji duši, telesu in tako naprej, ne? Kot vemo, tam resnično navzoč, ne? Tisto se potem izgubi. Ljudje se ustavijo pri tej božični sceni, bomo rekli, ne? Tam v tem prizoru, prikupni ljubki otrok obkrožen s pastirji in modrimi. Zdaj, smo igrali hokej in je hodil še en Ptujčan, en policaj, sem rekel, da tisti policaji, ki so prišli s Ptuja, okolice, tam Štajerske, da so oni modri z vzhoda, ne? Tako da se je strinjal potem, ne? Da je tudi on eden od modrih z vzhoda, ne? Tako da tako da te stvari malo, če se malo pošalimo, ne? Skratka, so bili zraven, ne, taka lepa scena in tako, ne, ko fajn, ne, da so tudi predvsem pastirji in tako prišli, ampak Kristus je bil vso večnost pred tem in tudi potem nekaj neizmerno večjega in to je bil tudi v času zemeljskega življenja, tudi na križu, ampak skrito, torej kralj kraljev, ne. V resnici se Jezusa jemlje samo kot človeka, kot da se ga dojema le fizično, čustveno, o Božiču samo kot otroka, kasneje vemo, kako, ne, kot nekega hipija dostikrat in tako dalje, ne, pustimo stati. Boga se dojema kot neko oddaljeno stvarnost, ki nima povezave z nami, drugače pa je še vedno tista povezava z nekim mitskim dojemanjem Boga, ki mora biti star, če pa je star, vemo, da mora imeti tudi dolgo brado, ne, tako da vemo, ne, Grki so dojemali Boga z brki pa brado, ne, seveda, malo da je rima. Spravi, ampak s krščanstvom je konec mita, ne, konec mitološke dobe, konec mitološkega dojemanja, ne. Vemo, da potem modernisti in to bi hoteli spraviti, da je tudi to mit, ne, ampak ni, se šlo onkraj tega, je konec mita. Vemo, kakšne lastnosti so pogani pripisovali torej tem bogovom, ne, se pravi, da so imeli vse te zadeve, da so bili ženskari, da so popivali, se veseljačili in vse te zadeve, ne, se pravi, kar se je dalo slabega, so pač rekli, to mora biti en bog, eno božanstvo za tem, ne. Tudi dobro, ne, vemo, ne, zdaj, če rečemo, da je vojna nekaj dobrega, ne, ni, ne. Tako da so rekli, evo, bog vojne, evo, so rekli, bog veseljačenja, popivanja in tako naprej, ne. Tako da to. Če je Jezus potem sladek, nemočen dojenček, morda je ljubek, ampak to ne more biti Bog, ne more tak Bog nuditi resnične pomoči ali tolažbe v najtežjih trenutkih življenja. Bog, ki je omejen na jasli, ni Bog vreden resničnega čaščenja, ne. Če ostanemo samo pri tem, potem jasli so samo neka, bi rekli, neka otročarija, lahko rečemo, ne, tentahem, ne, ni to resna podoba, ki nas vodi k tem resnicam, ne. Tako da vidimo, da podobno velja tudi pri trpljenju na križu potem, ne, če se narobe dojema. Kristus ima seveda številna imena v Svetem pismu, mislim tudi, ko je napovedovan v Stari zavezi, Sveto pismo torej mu pripisuje, pravijo, da kar 317 različnih imen, tako da vsako od teh imen skriva tudi drug vidik njegovega značaja, poslanstva, ne, govorimo po večini o teh prerokbah mesijanskih in tako, ne. Ampak morda najmočnejši naziv, tisti, ki se v Svetem pismu zelo, zelo ponavlja, je pa kralj. Kralj, edini pravi kralj, ne, se pravi, v Stari zavezi se razlikuje med človeškim kraljem in Bogom kot edinim pravim kraljem. Tako da, kadar so rekli, da bi imeli
kralja, so v bistvu rekli, da bi imeli kneza, ne kralja, ne, se pravi, je drugačna beseda, drugačen izraz, ker izraz kralj je bil ohranjen samo za Boga, rezerviran samo za Boga v Stari zavezi, ne, se pravi, edini pravi kralj, ne. Tako da Mesijo, ne, kot so prebrali Birmanci pri enem od mojih kolegov, ne, da so učenci bili zbrani v dvorani zadnje večere, so pričakovali Mesija, ne, mi pričakujemo Mesija, ne. Zdaj v Argentini tudi mnogi so Mesija pričakovali, ampak okej, ne. Rečejo tudi za Maradono, ne, da je Dios, ne, namesto Diez, tako da poznamo te stvari, ampak okej. Mi gremo preko tega, seveda, ne, se pravi, kralj pravi, ne, seveda tudi knez, ne, po drugi strani, meleh, ne, kralj, se pravi, to je tudi napisano potem na križu, da je Jezus kralj, ne, judovski kralj, ne, se pravi tisto, ne. Ne piši, da je kralj, piši, da je on rekel, da je kralj, ne, ampak Pilat je napisal resnico, ne. Problem je, da je napisal to JHVH, ne, se pravi Jahve, da je na križu, kot da je izpovedal to zanimivo stvar, ne. Na križu visi Jahve, torej Bog, ne. Tudi kralj, seveda, ampak Bog, ne. Toda to. In zato so bili tako šokirani, ne. Torej to ime Jahve, ki ga je veliki duhovnik izgovoril samo na veliki spravni dan, na Jom Kipur. In so mu zavezali štrik za gleženj, da če bi slučajno ob tem se zgrudil mrtev, da bi ga potegnili ven, ne. Ker noben drug ni smel iti noter, ne. Tako da te stvari, ne. Torej v presvetem je šel in je izgovoril to ime. Samo enkrat na leto, drugače so imeli Gospod in tako dalje, ne. Najvišji Gospod in tako naprej, ne. Vse te zadeve, Adonai, ne, in take stvari, kot so rekli. Torej poglejmo, kako se ti vidiki zdaj dopolnijo v Kristusu, ne. Kristus je judovski kralj, spravi etnični kralj, ne. Juda, judovski rod in tako, ne. V psalmih David preroško govori o kralju, ki bo prišel, ne samo o političnem vladarju, ampak o božji navzočnosti, ki bo spremenila vse. Potem je kralj slave, je nebeški kralj, ne. Tudi tam je vprašan, ne, če je res kralj slave, tudi tam napove, da bo prišel kot kralj slave in tako naprej, ne. Torej že pred svojim zemeljskim delovanjem je Jezus že bil kralj slave, je vladal že v nebesih, ne. Potem se je spustil dol, potem je spet šel na desnico Božjo, ne. In izpovedujemo, da vlada v nebesih, ne, kot kralj. Potem izraelski kralj, ne, spet, lahko bi rekli, nacionalni, narodni kralj, ne, se pravi, Kristus sreča Natanaela, ga takoj prepozna kot kralja Izraela, ne. Tako da to, izraelski kralj. Potem kralj cele zemlje, globalni kralj bi lahko rekli, ne s temi sodobnimi izrazi. Zaharija je torej prerokoval čas, bo Jezus vladal ne le enemu narodu, ampak celemu svetu, ne. Izaija, recimo, ki govori o otokih, se pravi, da bo oznanjen evangelij tudi drugim ljudstvom in tako, ne. Take stvari. Malo ko to premišljujemo. Vladar kraljev, kralj kraljev, ne, edini res suvereni kralj, kot bi temu rekli, ne, ko toliko govorijo o suverenosti, ne, noben zares ni suveren razen Boga, ne. Torej Kristus kot Božji sin je edini res suvereni kralj, ne, vsi ostali so odvisni od njega. Ko da v razodetju Janez vidi in je opisano, da tisti, ki na koncu vlada vsem zemeljskim vladarjem, ne, ko da je videl te stvari. Potem Kristus je kralj vseh večnih časov, kot se poje, ne, za Kristusa kralja. Je večni kralj, njegovo vladanje ni s časom omejeno. Je že bil kralj, je kralj in bo kralj, ne, ki je bil in ki pride, kot je Janez rekel.
Torej presega človeško zgodovino. Je kralj kraljev, kot smo tudi že rekli, je vrhovni kralj tudi, ne? Tudi to. Torej ta naslov, ki ga postavlja nad vse druge oblasti, nad vse moči, nad vse vladarje, ne? Torej, ko rečemo nad vse moči, tudi nad duhovne moči, ne? In duhovne vladarje in tako, ne? Tudi to. Ker vemo, ne? Nekdo je tudi vladar tega sveta, ne? Tako da, ampak Bog je nad njim, normalno. Če mu ne bi Bog dopustil, ne bi bil vladar tega sveta, ne? Kristus je seveda drugačen kralj, moje kraljestvo ni od tod, ni od tega sveta in tako dalje, ne? Če bi hotel, pravi, bi prišla številna vojska, ampak moje kraljestvo ni od tod, jaz ne vladam na tak način, ne, pravi, ne? Se pravi, se radikalno razlikuje od vseh zemeljskih monarhij. Ko je prvič prišel, ni bilo veliko razglasov, ni bilo kraljevskih procesij. Namesto tega je prišel kot ranljivo dete v skromne jasli, v hlev. Angeli so peli, modri so potovali, ampak so prišli pol pastirji tja, našli so, kot je rekel angel, da je bil v plenicah namesto v kraljevskih oblačilih, ne. Ampak njim je to zadostovalo, ne. Ima edinstvene značilnosti njegovo kraljestvo, je dostopno, kot smo rekli, to, da je blizu, pomeni, da je že dostopno, ne. Torej, da že lahko posegamo delno po njem, ne. Za razliko od nekih oddaljenih kraljev, monarhov in tako, ta kralj vabi, da imamo z njim osebni odnos. Ima sočutje, ne vlada s strahom, ampak vlada z ljubeznijo. Žrtvovanje, darovanje, svojo moč skazuje z dajanjem, ne z jemanjem, ne. Vemo, kako ostali so jemali vedno, on pa daje. Vzame, če mu mi damo, ne, drugače nič ne vzame samo od sebe. Ja, tako da te stvari. Praktične posledice Kristusa kot kralja. Najprej predaja prestola. Če je moje življenje kraljestvo, mi se držimo, ne, ljudje prestola, skušamo vse nadzorovati, ampak pri tem klavrno propadamo. Vemo, tisti program 12 korakov začne s tem, ne, ko recimo ti, ki se zdravijo od odvisnosti, morajo na kolenih moliti, ne. Zakaj je rečeno? Zato, da sebe vržejo s prestola in da dajo Bogu pač prostor, ne. Ker je pač v krščanskih krogih to nastalo, ne. Zdaj, tudi če nekdo ne ravno veruje, ampak še zmeraj je povabljen, ne, da to naredi. Ker mora se osvoboditi svojega egota, ne. Tako da to. Pravi mir pride, kadar k sebi spustimo Kristusa, da vlada, da mu dovolimo, da nas vodita njegova modrost, njegova ljubezen, njegovo vodstvo. Tu je torej življenje po milosti, to je molitveno, sakramentalno življenje, ne. Ostali pač vodijo po svoje življenje, ne, se ne pustijo voditi. Torej ostajajo na prestolu. Potem Jezus daje odprto vabilo, želi odnos z nami. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni, obteženi, jaz vam bom dal počitka. Torej ni oddaljen, nedostopen. Je prijatelj, ki si želi intimne povezave z nami, je pravi brat in tako naprej, ne. Lahko bi rekli, ne, če pogledamo malo papeža, pa tudi druge vladarje in tako, ki določajo neke avdience in tako, vemo, da ne pridejo vsi na te avdience, ne. To ni tako enostavno, mislim, odvisno, kako si napravljen, ne. Vemo, ne vem, kako je zdaj pri sedanjem papežu, ampak pri prejšnjem, pa Los Amigos todo, ne, to je že ono. Se pravi to. Pri Kristusu, kako pravi Pavel Hebrejcih, spodbuja, da z zaupanjem pristopimo k Božjemu prestolu milosti, iščemo usmilje, najdemo milost v času potrebe. Ne, tako da, odprto vabilo, mi lahko pridemo zmeraj k Jezusu na avdienco, ne. Tako da, on je kralj vesolja, ampak z njim je vedno mogoča avdienca. Samo od nas je odvisno, ali gremo tja na avdienco ali ne. Jaz te čakam, pravi, ne, stojim pri vratih in trkam, ne, in tako dalje, ne, boš ti odprl ali ne boš. To je pa od tebe odvisno,
ali prideš na obisk ali ne prideš in tako. Včasih gre seveda razumevanje kraljestva skozi neko osebno izkušnjo, zato damo tudi eno pričevanje. En študent je enkrat povedal, da v težkem obdobju je klečal ob kavču, da je izlil potem svoje srce Bogu, kot smo rekli, ne, lepo se zahteva od teh, ki se zdravijo od te odvisnosti. Ta študent noben ni nič od njega zahteval, ampak sam je začutil to potrebo, da na kolenih lepo izlije pred Bogom svoje življenje, svoje potrebe. In vsakeč, ko je to storil, je našel mir v svojem srcu. No. Odkril je, da ko se življenje zdi resnično neobvladljivo, da je tukaj kralj, ki je pripravljen poslušati, pomaga vedno. Ja. Ko tudi sam lahko potrdim, kako se dobi te notranje dobrine, ravno po tem druženju, ne? Torej najbolj po premišljevanju Svetega pisma, posebej Evangelija. Ne? Tako da to. Pa tudi vemo, s kraljico nebes in zemlje se začne zadeva izboljševati. Torej, tako je tudi zame veljalo. Bolj, ko sem začel z njo bolj komunicirati, preko rožnega venca in drugih takih stvari, ma najbolj rožni venc, se zadeva razreši, izgine to tesnoba in podobno. Zdaj, tudi če imamo prav kakšno tako bolezen in tisto je precej lažje, ne, vse to prenašati. Pač moramo tudi jemati neka zdravila, tudi neke te zadeve, ampak vendarle v duhovnem smislu je precej lažje to prenašati. Ne. Bolj je važno, da smo zdravi v duhovnem smislu, ne, zdaj pač bolezni in to pride pač v življenju, ne, tako da to. To ni samo neki naziv, mi potrebujemo kralja. Vse to negotovosti, mi penimo po eni stalnosti in vemo, da on je večen, da je stalen, stanoviten, po eni stabilnosti, trdnosti, ko da potrebujemo nekoga, ki nam daje smernice, ki nam nudi zaščito, pomoč, ki podeljuje, ki deli odpuščanje, ki prinaša red v kaos našega življenja. Kristus torej izpolnjuje vse te potrebe, ni samo zgodovinska osebnost, teološki pojem, je živ vladajoči kralj, ki vabi k osebni preobrazbi. Seveda vse to nudi pod pogojem, da mi to sprejmemo, da z njim sodelujemo. Ko se mi pomaknemo onkraj jaslic kot samo neke uprizoritve, smo torej vabljeni, da spoznamo Kristusovo pravo istovetnost. Ni le otrok, ampak je kralj kraljev, ni le zgodovinska osebnost, je sedanji mogočni vladar, želi vladati v našem življenju. Njegovo vladarstvo se bo moglo kot žarki širiti, če bo v življenju vernikov, po družinah, po skupnostih vernikov, torej tudi po naših kapelah, po skupnostih naših kapel in cerkva, ne, delujejo kot župnije. Če bo tam kralj, če bo tam vladar, bo se zadeva širila. Bolj kot mu bomo blizu, ne, kot so rekli cerkveni očetje, kot žarki, bliže kot so sonca, bolj so skupaj, da tudi mi med sabo smo potem bolj skupaj. Tako da te zadeve imamo številne možne vzklike, ne, tudi vzdihe in tako naprej, ki si jih lahko čez dan ponavljamo, kot vemo te molitve, lahko pokličemo: Jezus, moj kralj, želim, da vladaš v mojem življenju danes ali pa v tem tednu in tako. Želim, da danes sediš na mojem prestolu, ne da sem jaz na prestolu. Želim tvojo moč v svojem življenju. Želim si tvoje oskrbe, vodi ti moje življenje ali karkoli. Odpusti mi, ne, usmili se mene grešnika, kot vemo tisto, ne. Bodi kralj mojega življenja, ali pa čudoviti vzklik iz litanij Jezusovega srca, srce Jezusovo kralj in središče vseh src, usmili se nas, oziroma lahko rečemo, usmili se me. Tako da to. Don Gabriele Davino, predstojnik italijanskega okrožja, je lepo povabil starše, da bi pogosto doma izrekali pred otroki sveta imena, posebej Jezusa in Marije, da se jim usidrajo v srca. Zakaj ne bi tudi teh vzklikov večkrat slišali, ne? So lepi, močni.
Torej, to se jim zasidra in potem bodo tudi oni ponavljali, ne. Recimo, sklic čudodelne svetinje, ne, ki je tako močan, pa bi si ga lahko večkrat ponavljali, ne. Kolikokrat ponavljamo. Rečemo, ja, bi bilo treba ponavljati, ampak potem ne vem, koliko to ponavljamo. Tako da to. Ta povezanost, kot smo prej rekli, z nebesi, med našimi opravili, ne. Sklikamo te stavke, smo povezani z Bogom, z Marijo, z angeli, svetniki in tako, ne. Jožefom, ne, koli. Torej, ne samo ganljiva zgodba o otroku v jaslih, začetek revolucionarne, bi lahko rekli, zgodbe o kralju, ki zapusti svoj prestol v nebesih, da reši človeštvo. Se poniža, kralj, ki ne vlada le od daleč, ampak se spusti, vsakega človeka pozna, ljubi v globini. Če se hočemo tudi mi bolje spoznati same sebe, se moramo nujno s tem kraljem povezati. Moramo se s kraljem Jezusom povezati, pa s kraljico Marijo, pa bomo tudi sebe bolje prepoznali in spoznali, zato ker sami ne moramo priti precej globoko, ne, tako da to. Jaslice torej so odlično orodje kontemplativne molitve, kot temu rečemo, ne, pred njimi zremo, molimo, se povežemo s Kristusom kraljem. Poslušamo tudi, zdaj se s tem še malo zaključi, se pravi Edith Stein, ki povezuje, kot smo rekli, jasli in križ, torej ta les jasli pa les križa, se pravi to. Edith Stein je bila krščena 1. januarja 22 in to je bil poseben božični čas, ne, v teh letih 21-22, ker 1. januarja, najprej 1921 je prebrala življenjepis svete Terezije Velike ali Avilske, ugotovila, da je to resnica. Potem 1. januar 22 krščena, 2. februar na praznik očiščevanja ali očiščenja Blažene Device Marije se tradicionalno šteje za zadnji dan božičnega časa, je bila pa tudi birmana, ne, tako da to. Torej je rekla, kot smo poslušali, nebesa in zemlja še nista združena, ne, takoj za božičen sveti Štefan pa nedolžni otroci, torej barva krvi. Ona je vstopila k karmeličankam, sprejela ime sestra Terezija Benedikta od križa in resnično naredila znanost, ne, križa, tudi napisala knjigo, ne, torej duhovna knjiga, znanost križa, tudi to, ne, vse bolj debela zadeva kot ta knjižica, ki smo jo dali za naša premišljevanja o obrokih, ne, tako da to. Potem so njo in njeno sestro, ki je prav tako bila karmeličanka, na Nizozemskem nacistične oblasti aretirale 42. leta, skupaj z drugimi spreobrnjenimi katoličani iz judovstva, so bili poslani v Auschwitz za Birkenau in tam so umrli. Ponavadi je to bilo bolj od kakih teh nalezljivih bolezni in teh stvari, ne, ampak ne vemo točno. Recimo, da dali so datum v cerkvi 9. avgusta, ne vemo pa točno kdaj, ne. Za Maksimilijana Kolbeja vemo, za Edith Stein, Terezijo Benedikta od križa pa ne vemo točno, ne, tako da to. To poslušamo, nekaj bomo še za kosilo poslušali, kar pravi, ne, tako da zdaj posebej ne bom govoril, ampak ta povezava, ne, se pravi to trpljenje in ta verska resnica, da se je Bog sin človečil, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. Tako da to, da ne bomo predolgi s temi našimi razmišljanji, ne, v tej stvari.